Zdravo, Jure, mehanik hrbta tukaj. Ali tudi vi izvajate slednjo vajo in sicer dvig bokov? Pogosto vam to vajo predpisujejo kot vajo, ki je odlična za razvoj glutealnih in hrbtnih mišic. Danes vam bom pokazal, zakaj mehanika te vaje ni ustrezna za vaš hrbet in kako lahko to vajo spremenimo, da bo bolj varna in bolj učinkovita za vašo hrbtenico. Namreč, na čisto preprostem modelu te hrbtenice vam bom pokazal, kaj se dogaja med to vajo. In sicer, zgornji del hrbtenice je statičen, ker je na tleh. Spodnji del tudi začne, torej medenica tudi začne na tleh. Ko pa enkrat dvignete medenico, spodnji del ostaja na tleh, zgornji del se dviguje. Torej tako. Če dobro pogledate, pride do stresa na ledveni del, potem greste spet dol in potem spet gor stres na ledveni del. Torej, zgornji del hrbtenice je vedno na tleh in je fiksen, zgornji del se dviguje. In prav zaradi tega nastajajo prevelike sile tukaj v ledvenem delu. Katera je pa tista boljša alternativa, torej kako lahko to vajo izvajamo na bolj varen način? Preprosto. Zgornji del hrbta moramo sedaj dati na površino, ki je v enaki višini, kot so naše piščali, kot so naše noge. Torej, se opremo lepo na klopco ali na stol in začnemo iz višjega položaja, gre se dol in gor, dol in gor, dol in gor. Glavo imate tudi lahko v čisto lepem notranjem položaju. Na ta način boste precej zmanjšali sile na hrbtenico, tako da vam priporočam, da namesto tiste prve variante izvajate to drugo varianto, ker je mehansko gledano popolnoma boljša vaja, boljši način, kako razviti hrbtne in glutealne mišice. Prav tako bodite pozorni na še en detajl, in sicer na aktivacijo trebušnih mišic. Namreč, če boste preveč sploščeni v trebušnih mišicah, se vam lahko zgodi to, da tudi tukaj izvajate stres na ledveni del. Zato stisnite trebušne mišice in bodite gor, tako da čutite tudi aktivacijo trebušnih mišic. Kajti sicer se boste pretirano iztegnili nazaj in spet bo prišlo do stresa. Tako da poskušajte tudi sami doma ali v fitnessu in opazili boste bistveno razliko v samem občutku, kadar imate trup na višji površini ali pa kadar imate trup na tleh.